Pozdravljeni u oddaji Tema tedna. U tokratnoj temi tedna smo se z mojstrom praženja kave Klemnom Pucarjem pogovarjali o drugi najbolj prodajani surovini na svetu, takoj za nafto, o kavi. Kavo pridobivamo iz kakavovca. To je zimzeleno drevo ali grm, za katerega so značilni podolgovati, temnozeleni povoskani listi. Najbolj znani sta dve vrsti, arabika in robusta. Glavne značilnosti robusta uspeva na nižjih nadmorskih višinah, arabika pa začne rasti nekje tam nad 1000 metrov, od 1000 do 3000 metrov nadmorske višine, tako da po lastnostih sta pa po okusu je pa robusta, mogoče ima malo bolj intenzivne te grenke note, je malo močnejša, arabika je malo bolj sladka, malo bolj sadna, in pa robusta ima tudi več kofeina, naprimer kot arabika, ker kofein je tudi sam po sebi je grenak in v bistvu spodbuja to grenkobo v sami kavi. Kakavovec raste po celotnem tropskem pasu, vendar v zadnjem času zaradi podnebnih sprememb zahteva gojenje na vse višjih in vse hladnejših legah. Glede na samo prst, glede na podnebje v določenem kraju in tudi na nadmorsko višino, ker nadmorska višina tudi vpliva na vsebnost sladkorjev notri v kavi in tako naprej, se pol izbirajo posamezne sorte, kaj kam dati. Zdaj, vemo, da pač podnebne spremembe se dogajajo in močno vplivajo tudi na samo kavo. Zato se tudi v zadnjih letih se dogaja, da v laboratorijih znanstveniki pač razvijajo nove sorte in pač spajajo kromosome različnih vrst, da bi se izognili v bistvu tem negativnim vplivom škodljivcev, rje in tako naprej, da bi v bistvu še vedno to proizvodnjo kave ohranili na neki ravni, ki je pač iz leta v leto manjša. Dozorjeni plodovi so mesnate rdeče jagode, v katerih se skriva kavno zrno. Še dandanes se plodove obira ročno, prav tako se ročno ločuje zrna od jagod. Predvsem se razlikujejo postopki obiranja glede na kvaliteto, ker pač kvalitetne kave se večinoma obirajo ročno. Imamo tudi sistem prav, kjer se gre res na najvišji nivo, da se samo izbrane kavne češnje poberejo dol, ki so res dozorele, ali pa se v bistvu lahko sproti, pa se pol v naslednjih fazah se to ločuje, kjer pa gre za mogoče neke blagovne znamke, malo večje, ker pač so še vedno toliko večje količine, se obira strojno in se pol mogoče v nekih naslednjih korakih se delajo določene pač selekcije, da še vedno se ohranja kvaliteta na določenem nivoju. Potem, ko se plodove kakavovca obere, je potrebno sadeže predelati z določenimi procesi predelave. Klasični, najbolj poznani so trije, torej suhi ali naravni proces, potem imamo mokri proces in pa medeni. Razlike so tudi v bistvu glede na to, kaj želimo kot okus kavnega zrna izvabiti ven z njega, tudi temu prilagajamo pač proces predelave. Na kratko opišem, naravni proces v bistvu so češnje obrane, so pač raztegnjene pač ali po tleh, ali sedaj se uporabljajo tudi take kot mogoče kavne postelje, da je tudi spodaj zračnost in se v bistvu kavna zrna se sušijo na soncu. Čez noč se zaradi vlažnosti se jih pač pokriva, da ne bi pač se sprožila kakšna fermentacija, plesnivost in tako dalje. In ko je v bistvu doseže kavno zrno pač oziroma češnja določeno pač suhost, se jih grejo v take razkoščičevalce, da v bistvu se pol to kavno zrno potegne ven, se ponovno pač do konca posuši in je to. Pri mokrem procesu se v bistvu kavne češnje takoj potopijo v večje bazene vode. In naprimer tukaj pridemo do te selekcije, ker pač različna stopnja zrelosti pomeni, da ene ostanejo zgoraj, druge pa padejo na tla.
tako da se to lepo pač se razlikuje, se zrele se jih loči in se jih pol razkoščiči. Tudi med razkoščičevanjem kasneje se dodatno poteka ta mokri proces, da se res opere zrno do pač golega in se pol ta zrna v bistvu se ponovno se raztegnejo in se sušijo, ne. Pol imamo pa še v bistvu ta medeni proces, ki je nekako kombinacija enega in drugega, kar pomeni, da v štartu se pač potopijo v bazene, se ločijo pač zrela zrna in pol glede na željo po, bomo rekli, količini tega sadnega deleža, ki ga želimo predati zrnu, ker zrno, ne vem, če smo omenili, je v bistvu kot neka češnja, ne. Je zrno na sredini in ima ta sadni del okoli. In v teh razkoščičevalcih pri medenem procesu se da določiti stopnjo, koliko se tega sadnega dela pobere stran od same koščice, ne, od kavnih zrn, in to pol kasneje se raztegne spet na sušenje in v bistvu, mogoče sem pozabil prej omeniti, pri naravnem procesu je značilnost, da so zrna okus bolj sladkast, zato ker vpija vso to sadnost zrno notri med samim sušenjem, ne. Mokri proces je mogoče dosti bolj čista kava, so izrazite pač same note, ki so bile želene, mogoče poudarjena kislost, kisline pride do izraza. Pri tem medenem, zadnjem procesu pa v bistvu, ker istočasno pustimo nekaj sadnega deleža, da napaja v bistvu z sadnostjo zrno, ne, dobimo tako sladkobo kot tudi že poudarjeno kislino, ne. Tako da je ena kombinacija. Kavna zrna morajo biti najprej posušena do določene vlažnosti. Zelo pomembno je, da so potem pravilno pakirana in skladiščena ter da v določenem času pridejo na lokacijo, kjer bodo uporabljena. Večinoma se pač kava se transportira v samih jutah, v jutenih vrečah, je zračna. Kave najvišje kakovosti so pa, da ne bi prišlo v prevelik stik z samim soljo, z vlago in tako naprej, so pa tudi že ali celo vakuumsko zapakirane ali pač v najlonske vreče, da imajo še eno dodatno zaščito znotraj jute, ki bolj mehansko koliko ne ščiti to. In pač ne sme trajati predolgo, ker pač vlažnost ni neskončna, ne, ki jo pa pol kasneje pri procesu praženja še vedno potrebujemo. Mojster praženja Klemen Pucer nam je pokazal postopek praženja kavnih zrn. Pričnemo seveda z izborom same kave in pač s tehtanjem količine željene za samo praženje. Za pražarja je, preden začne s praženjem, pomembna informacija o vlažnosti in gostoti kavnih zrn. Da ve v bistvu, kako lahko dodaja energijo in kako nastavi samo krivuljo praženja za zvabiti v bistvu neke tipične okuse. Tako da kar stopimo. Kaj zdaj počnemo? Zdaj v bistvu porabljamo napravo, ki nam bo zmerila samo gostoto in vlažnost. Pač sledimo navodilom naprave in zdaj bo potekala meritev, ki nam bo zmerila, da pač imamo 10,2% vlažnost in 70 kg na hektoliter je pač gostota teh kavnih zrn. Za bolj pač točno meritev moramo to opraviti 3-krat. Po preverjanju vlažnosti lahko pričnemo s postopkom praženja. Kavna zrna najprej stresemo v silos. In ko imamo vse parametre pač primerno nastavljene, pač odpremo loputo in spustimo kavo v sam boben. Tukaj lahko skozi okence pač na grobo spremljamo dogajanje kave. Potem imamo pa tudi še tako ročico, kjer lahko vzamemo kavo ven in jo bolj
konkretno pač. Tukaj nekako spremljam graf krivulje, kaj se dogaja predvsem s temperaturo zrn in pač spremljam količino energije, ki jo dodajam, lahko tudi vplivam na sam pretok zraka v pražilcu, na hitrost bobna in tako dalje. Torej zdaj vidimo, počasi postajajo že zelo rumena. In to stopnje si v bistvu tudi označimo. Zdaj pa v bistvu bomo tudi videli, bodo kavna zrna bodo postajala vedno bolj rjava, kar pomeni, da so se reakcije začele, da v bistvu se sladkorji se izločijo in tako naprej. In pa tudi v bistvu sama volumen zrn se bo opazno povečal. Mi smo zdaj večino te vlažnosti smo že izgubili, ne? Tako da zdaj se v bistvu najbolj znane reakcije so Maillarjeve reakcije, pa Štrekerjeve degradacije se dogajajo in razne, ne. Mogoče tudi glede same kompleksnosti okusov, ko smo prej govorili o arabiki in robusti. Arabika vsebuje 44 kromosomov, točno enkrat več kot 22 od robuste. Zaradi tega je v bistvu tudi okus je bolj kompleksen in ima neko, bomo rekli, ima nek večji potencial razvoja. Naslednja faza, ki bo za nas zelo pomembna, je ta famozni prvi pok. Okay. To v bistvu se zgodi, ko vsa ta para ne uspe več pač zadržati notri v zrnu in zrno poči in ta para se pač izloči ven. Zakaj je tako pomembno? Ker nekako to je ocenjeno kot neka stopnja, kjer se zgodi tisti največji pač razvoj vseh okusov, ne. Mogoče nekdo praži tudi manj, ampak sigurno ni kompleksno še dovolj razvita, pač vedno se priporoča vsaj do prvega poka, od tam dalje se pa pač pražar sam odloči, ali bo koliko pač bo dal v razvoj zrn, koliko bo dal v karamelizacijo, v sladkorje, katere note bo želel izvabiti, ali bolj sadne, ali bolj pač čokoladne, oreščkaste, ne. Bolj svetla praženja imajo izrazite pač te sadne, citrusne note. Tista, ki manj pražena zrna, ja. Dlje kot gremo, pač bolj se sladkorji izločajo, bolj se začne karamelizacija dogajati in bolj gremo v bistvu proti tem rjavim, temnim notam, ki so nekako značilne in poznane za espresso, ki ga pač večinoma ljudje konzumirajo pač po samih kavarnah. Vidimo, da kava postaja že vedno bolj rjava. Bomo počasi v bistvu, ja. Torej vidimo že postaja rjava. In ko bo dosegla želeno stopnjo, jo bomo v bistvu šli v naslednjo fazo. Zdaj se ta karamelizacija dogaja, ne? Razvoj kave. Potem pa v bistvu, ko je kava pač dana ven iz samega pražilca, iz bobna, mora biti čim prej ohlajena. Zato, ker kava najprej absorbira energijo, potem pa v bistvu postane kot nek mikroreaktor, ne, pa začne oddajati energijo od sebe
In če bi mi v bistvu samo vzeli kavo ven in jo pustili, bi ona sama sebe dalje še pražila. Torej v bistvu mi, ko imamo želeno stopnjo praženosti, moramo ta proces prekiniti. In to se zgodi, da v bistvu imamo, gre kava ven, pod tem sitom imamo en velik ventilator, ki v bistvu še s pomočjo teh lopat, ki lepo pač mešajo kavo, hladi, da je res čim prej ohlajena. Ko se bo malo ohladila, bomo mogli še določena zrna, ki so, mi jim rečemo defektna, ki se nikoli v bistvu ne spražijo do željene vrednosti, jih bomo pač ročno še pregledali in izločili. In potem gre kava v same posode za shranjevanje, kjer odleži kakšen dan in gre na to v samo pakiranje. Ko kavna zrna dosežejo temperaturo nekje tam okoli 40 stopinj, je že v redu. V takih... Tip roke. Ja, ker na koncu se kava več kot dovolj ohladi, dokler že v tem času, dokler mi to pač preberemo, ne. Zdaj gre v shranjevalno posodo, kjer bomo isto, v kateri smo pač zeleno kavo zvagali, ker v bistvu moramo ponovno zvagati samo kavo, ker pražarja zanima tudi v bistvu izguba v sami teži, ki se zgodi, ker pač vsa ta voda, ki je izhlapela, seveda pač je spražena kava je lažja, ne, od same zelene kave. Kot smo rekli, gremo ponovno zvagati, da vidimo, kakšen procent v bistvu je razlike. Vidimo, da mogoče je to srednje praženje mogoče nekoliko nižje, kot smo ga navajeni pri kavi, ki jo kupimo za domov, pri najbolj teh prepoznanih komercialnih znamkah. Tako, malo bolj svetlo, ja. Ker še vedno želimo res ohraniti to kompleksnost okusov, ki jih pol v bistvu z nadaljnjim praženjem vse te rjave note, pač čokolada in tako naprej, jih kar malo prekrijejo in povozijo, ne. Na koncu je vedno stvar okusa in pač to je treba spoštovati. Tako da tudi, ko v določenih praženjih bi pa lahko prav temu namenili pozornost, ne, pa bi probali iti še stopnjo dlje, pa poudariti še toliko bolj te rjave note. Torej, če pogledamo, ne, notri smo dali 4 kile zelene kave in ven smo v bistvu dobili slabih 600 gramov manj. Po koncu praženja mora kava odležati, zato jo pred uživanjem pustimo počivati en dan. Takoj po praženju pač gledamo, da je ustrezno zapakirana, da v ustrezno embalažo, naprimer kvalitetne kave imajo na embalaži ventil, ki omogoča, da pač sveži kavi, ki od sebe oddaja CO2, pusti temu CO2-ju, da gre ven iz embalaže, ne dovoli pa pač zunanjemu zraku, da vstopi notri. In pa, da nekako v kavo konzumiramo v neki optimalni svežini, ker takrat bomo te arome bodo najbolj izrazite in jih bomo najbolj občutili, ne. Kasneje pa zberemo pač naš najbolj željen ali pa v tistem trenutku željen način priprave kave, katerih je veliko. Najbolj poznan je mogoče sam espresso, ki ga dobimo po kavarnah, ki je tudi zelo ali pa verjetno tudi najbolj intenziven po okusu, ne. Doma sta mogoče pri nas najbolj razširjeni metodi turški način priprave kave ali pa na obali še bolj kafetjera. Vse bolj se pa v bistvu v zadnjih letih spet vračajo nazaj, lahko rečemo, filter načini priprave kave. Kava je priljubljen jutranji napitek, saj nas zaradi vsebnosti kofeina zbudi.
Koliko kofeina je v kavi, je odvisno tudi od kakovosti kavnih zrn. Po sortah se razlikuje vsebnost kofeina, pri načinu priprave lahko vplivamo na vsebnost kofeina. Je pa zelo zanimivo, da kavo pijemo zaradi poživitve. Glede pa same vsebnosti kofeina, bolj kot je kava kvalitetna, manj kofeina ima. Torej, nekako, kjer se dela pač res na kvaliteti, je tudi to en parameter, ki vpliva na to, pač, koliko je kava kvalitetna in koliko je nekomu uspelo pač dobro pač pridelati kavo. Ne? Tako da je to malo kontradiktorno, ampak vseeno, mogoče da omenimo, da samo količino kave vplivamo na to, koliko kofeina bomo zaužili, in pa tudi v bistvu s temperaturo vode in časom, v katerem bo pač kava v stiku z vodo. Okay? Kar pomeni, da marsikdo misli, da je espresso tisti, ki najbolj rukne, v bistvu pa ne. Tisto je idealna ekstrakcija, ki ima zelo malo kofeina, že podaljšana kava ima veliko več kofeina kot sam espresso, bomo rekli, iz iste kave. Za zaključek nam je Klemen pokazal filter način priprave kave. Za ta način priprave kave uporabimo bolj grobo mleto kavo. Sedaj bom pripravljal obrnjeni način priprave Aeropressa, ki je pač nekako najbolj uporaben. Lahko bi pa pač tudi na klasičen način postavili preko vrča in vse delali, ampak bi sproti že nekako perkulacija delovala, ker bi pač voda stekla preko naše kave. Tako da bomo tukaj, ker imamo pač večji nadzor nad vsem dogajanjem, tako da stresamo kavo notri v naš Aeropress. In zdaj bomo v določenem časovnem razmiku bomo pač dolili vročo vodo. Voda se uporablja nekoliko nižja temperatura, kar pomeni tam okoli 92 stopinj, do 95 maksimalno, odvisno od okusa, ki ga želimo. Tako da štartamo štoparico in pričnemo z prvim prelivanjem, nekje 100 ml. Kavo premešamo in jih pustimo vsaj ne pol minutke, da mi rečemo temu, da kava zacveti. Okay? Ker v bistvu se vsa ta krema, vse to se pač iz nje, vidimo, izloči in po pol minute bomo dodali še preostanek. Še 100 ml, ponovno premešamo. Receptov za to pripravo je ogromno. Obstaja tudi svetovno prvenstvo, kjer pridejo ljudje s svojimi lastnimi recepturami, z različno količino kave, temperaturami in tako naprej. Tako da vsak se igra po svoje, kar pač mu je najbolj všeč. Tako da tudi glede razmerij pač same kave na količino vode obstajajo neka osnovna pravila, ampak je na koncu vedno tisti stvar okusa, ki določi pač, kako se bomo odločili samo kavo pripraviti. Torej zdaj na koncu postavimo še filter gor, preko katerega bomo pač naš Aeropress stisnili, ga obrnemo preko vrča pravilno in s pritiskom še lepo iztisnemo kavo ven. Imamo narejen en čisto drugačen način. Kava ima še vedno
dokaj polno telo za filter pripravo in na same note smo lahko z različnimi pač koraki vplivali, tako da izvoli. Hvala. A se čine ali ne? Pa vem, ponavadi ni navada. Pri uživanju kave je, kot pove Klemen, dobrodošla zmernost. Kava je namreč diuretik, kar pomeni, da odvaja vodo od telesa. Pomembno je, da ob pitju kave popijemo dovolj vode in potem lahko brez strahu spijemo tudi po več skodelic na dan. Hvala za pozornost. Se vidimo naslednji teden ob istem času.